pripravlja poročilo, da bomo občinski svetniki oziroma da smo seznanjeni z situacijo. Poročilo seveda glede na vso situacijo ne more biti žal optimistično, pač kaže vse probleme v tem trenutku. Dejstvo je, da občina poskuša ukrepati, mislim, da se je tudi na pravi način lotila nekih ukrepov, torej povečanja za enkratnih denarnih pomoči in tudi drugih možnosti. Torej, po našem mnenju bi morali tudi na jesen oziroma na zimo še enkrat imeti podobno poročilo, pogledati, kakšna je situacija in tudi iskati neke dodatne denarne oziroma finančne možnosti znotraj proračuna in jih dati ljudem torej za blažitev njihove stiske. Kar se pa naše svetniške skupine tiče, smo pa posebej opozorili na procent torej nizko izobraženih ljudi, ki jim so ostali ali bodo še ostali brez službe in predvsem na pomen znanja. To pomeni, znotraj tega bi pa občina seveda tudi v naslednjem proračunu lahko več sredstev namenila vseživljenjskemu učenju, krepitvi znanja, krepitvi pomena znanja, projektom v šolah, v knjižnicah, znotraj mladinskih klubov in vseh podobnih organizacij. Pa še, da seveda rečemo, da smo odgovorni vsi mi, tako občinski svetniki kot občinska uprava in vse javne službe, za to, da v svoji okolici opozarjamo na probleme, opozarjamo na socialne stiske, predvsem pa da opozarjamo na revščino otrok, ki se mi zdi, da je lahko ena najhujših. Ja, to poročilo je bilo na vsak način potrebno, čeprav so nekateri rekli, da s tem poročilo pravzaprav ne bomo naredili nič. Toda v vsakem primeru je bolje slišati kasneje kot nikoli. Zdi se mi prav, da ukrepamo. Kot sem sama že rekla, ni važno, kdo je potreben pomoči, vsak, ki je potreben, moramo na nek način zagotoviti. Seveda občinski proračun, določene sredstva jih lahko prerazporedimo oziroma namenimo za ta namen, več pa moramo narediti država. Mislim, da pomaga lahko tudi na poleg občine tudi vsak posameznik. Ne le finančno, mogoče celo zaenkrat je mogoče informacija, kam se obrniti pomoč. Naj bo to na ustanove, naj bo to mogoče na zavod za poslovanje ali pa kam drugam, kajti ko si v stiski rabiš direktno informacijo in tiste je v tistem trenutku najpomembnejša. Vsekakor pa lahko pomagamo tudi drugače, se da mogoče koga poznamo, mu plačamo, ne vem, mogoče zdravstveno zavarovanje, ki ga ima, mogoče prispevek za šolo, za otroke, zdaj v našem tuhinjskem koncu se pripravlja, da bo prevozništvo Brankar oziroma avtobusni prevozi Brankar bodo že drugo leto zapored peljali otrok delovnega. In mogoče je tudi to ena stvar, en sončni žarek, ki bo pomagal tem otrokom, da bodo vsaj za delček, za en dan srečni. Menimo, da je recesija v Kamniku neko zaključno stanje, ki se začela od leta 1991 pa do danes. Lahko opazujemo, da vse tiste podjetja, ki so bili nekoč paradni konji kamniškega gospodarstva, propadajo. Nažalost moramo priznati, da Kamnik, tako občina kot občinska uprava, ni še pripravljena na propad teh podjetij. Lokalni, ko se nam dogaja, da postajamo spalno naselje in da približno 55% ljudi dela izven Kamnika. Zdaj, te podatki niso še iz časa recesije, ampak so predno, tako da menimo, da Kamnik take recesije, kot so mi predstavljali, da smo veliko oči še ni doživela. Tako da pričakujemo, da bomo predvsem razmišljali o razvoju samega podjetništva, o razvoju turizma in ne o toliko nekih kurativi, kot sedaj razmišljamo. Se strinjam, potrebno je omejiti oziroma oblažiti ljudi, ki so ostali brez službe, da dobijo neko osnovo, da lahko preživijo, to da potrebno je razmišljati o prihodnosti, o samem razvoju podjetništva, gospodarstva in pa turizma. Lepša hvala. Socialni položaj v Kamniku še ni tako zaznaven
ozirom na to, da večina Kamničanov hodi v Ljubljano službo, vsi se strinjamo, da je delovnih mest v Kamniku premalo in ti socialni problemi bodo jeseni šele šli v pravim smislu na dan. Vsi vemo, kaj se dogaja v Cvilentinu, kaj se dogaja v Kiku, tako da smo pripričani, da o teh problemih se bomo morali še pogovarjati, z ozirom na to, da je jesen tisto kritično obdobje, ko poleg brezposelnih pridejo na sceno tudi tisti, ki končujejo šole, predvsem mladi, in ti so po mojem mnenju glavni problem. In komisija, ki je bila predlagana in ki že nekako deluje, mislim, da je usmerjena v pravo smer. Sprejeli smo tudi nekaj amandmajev, ki bodo pomagali reševati to situacijo in seveda upam na vse najboljše. Hvala. V današnji razpravi sem izpostavil, da z ukrepi, ki jih je sprejela občina in tudi druge organizacije, na nek način zgolj blažimo trenutno situacijo. Velika večina ali glavnina stvari je bilo pa že zamujenih. Jaz sem poudaril, da leta 1991 in leta 1990 smo imeli v Kamniku ogromno teh tako imenovanih velikih socialističnih podjetij, ki so zaposlovala preko 1000 ljudi in na nek način so po osamosvojitvi izgubila številne trga in tukaj na nek način pride zraven občina. Občina bi lahko od leta 1991 pa do danes veliko naredila za boljšo podjetniško klimo v občini Kamnik. Že zgolj s tem, če bi ustanavljali razne obrtno-poslovne cone, kamor bi se lahko te ljudi prezaposlili. Naprimer, zdaj je izgubil veliko število ljudi službo v Cvilenitu, nekateri se še napovedujejo Kiku in tako naprej. Če bi danes imeli obstoječe poslovne cone, ker bi bili določeni podjetniki, ki bi te ljudje prevzeli, jih vzeli v službo, bi bile naše težave veliko manjše kot so. Pa še to me zanima, bi ti, če bi bil brezposeln, sprejel 3 izobrazbene stopnje nižjo delovno mesto? Absolutno bi, zakaj pa ne. Če se mora človek preživeti, mora tudi sprejeti delo, ki je, primerno nižje od njegove izobrazbe.